Gledate gorenjska poročila na GIF TV. V Kranju so včeraj praznovali občinski praznik. Proslavili so ga v soboto zvečer slavnostno akademijo v Prešernovem gledališču, na kateri so podelili tudi letošnja občinska priznanja. Program se je pričel s himno, ki jo je zaigral novo ustanovljeni simfonični orkester Kranj. Večer, spoštovane nagrajenke, spoštovani nagrajenci, cenjene občanke, cenjeni občani, spoštovani gostje. Predno preberem par misli, ki so se utrnile v tem letu, bi mogoče strnil eno misel, da tale naš svet hiti nekam v nek ponor, kot da bi dejansko vsi znoreli, vsaj tak je občutek. Ni več tiste prijaznosti, ni več spoštovanja, ni dejansko tiste človeške topline in ko se vprašaš zakaj nekako ne sledimo zgodovini, zgodovina nas je marsikaj naučila in lahko bi res dobre stvari prenesli iz zgodovine, konec tudi iz prakse, ampak ta svet dejansko hiti nekam, ampak imamo srečo, da svet ni samo eden, da jih je mnogo več. In začne se pravzaprav pri lokalni skupnosti. In prej, ko bomo uredili in izboljšali stanje v mikrookoljih, prej bo svet ukreval tudi na globalni ravni. Pri tem si pa seveda vzemimo za vzgled ljudi, ki premikajo naše skupnosti s svojim delom, plemenitostjo in vrednostnim sistemom. Ljudi, zaradi katerih smo se danes zbrali, da bi jih nagradili za izstopajoče dosežke. Vzemimo si za vzgled njihovo pot, voljo, vztrajnost, odločnost, začrtane in predvsem uresničene cilje. Dajmo, sledimo tistim, ki spreminjajo družbo na bolje. Tudi mi na mestni občini Kranj se v prvi vrsti trudimo spremeniti lokalno okolje na boljše. To je naša glavna naloga. Prizadevamo si, da bi v skupnosti obdržali oziroma vanje pritegnili čim več prodornih in ambicioznih ljudi. To skušamo doseči z ustvarjanjem ugodnih razmer, tako za bivanje kot za delo. Kranj je postal najbolj varna mestna občina v Sloveniji. In varnost ni več nekaj, kar bi bilo danes samoumevno, je dragocenost. V zadnjih desetletjih je v Kranju primanjkovalo stanovanj. To smo z velika truda premaknili z mrtve točke. Spodbujamo gradnjo novih sosesk, podpiramo investitorje. Naš cilj, kot ste slišali, je 1000 novih stanovanj v prihodnjih 2-3 letih. Utrjujemo položaj Kranja kot zelenega in trajnostnega mesta v misiji 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest do leta 2030. Kar pomeni, da si prizadevamo, da bomo v naslednjih 7 letih postali ogljično nevtralni. V zadnjih 4 letih, kot ste slišali, smo posadili več kot 1000 dreves, uredili park slovenske himne in na območju, ki je bil zapuščeno več kot 20 let, bomo pridobili še enega, največji park v mestu. Kdo si pravzaprav ne bi želel živeti v mestu, v zdravem okolju, v neposredni bližini neokrnjene narave, ker lahko dihamo čisti zrak, pijemo vodo iz pipe, po opravkih pa se vozimo s kolesom. Velik napredek smo zabeležili tudi na projektu za povečanje lokalne prehranske samooskrbe. Tudi s tem se zavzemamo za zdravo okolje in zdravje naših občank in občanov. Če ste slišali, smo pametno mesto. S širjenjem poslovne cone v Hrastju se nam v bližnji prihodnosti obeta še razcvet gospodarstva. Z vsemi naštetimi ustvarjamo privlačno okolje za življenje.
Dobro se zavedamo, da z izobraženimi, prodornimi in podjetnimi ljudmi prosperira tudi skupnost. V letu 2023 je Kranj nosil naziv Evropska destinacija odličnosti. Edino mesto v Evropi. O mestu se je v najboljšem možnem smislu govorilo tudi zunaj naših meja. O nas so pisali svetovni znani mediji, kot so Guardian, The Times in National Geographic. Puščamo pečat in prav je, da se pohvalimo. Hkrati pa priznavamo, da se imamo še veliko za naučiti. Tudi mi postajamo zrelejši, modrejši in izkušenejši. Zavedamo se, da so spremembe v skupnosti in njihovi učinki tek na dolge proge. A že to, da vemo, kaj hočemo in kam gremo, je ključno na poti do uspešnih rezultatov v prihodnosti. Spoštovane nagrajenke, spoštovani nagrajenci, čestitam vam za odlično upravljanje svojega dela. Nagrade, priznanja in plakete so samo simbolična zahvala za vaš dragocen prispevek lokalni skupnosti. Hvala, ker ste naš zgled in bogatite okolje, v katerem je nekoč ustvarjal največji slovenski pesnik, ki se ga spominjamo na jutrišnji dan, 3. december. Spoštovane občanke, spoštovani občani, vsem skupaj čestitam ob občinskem prazniku, ko slavimo zapuščino dr. Franceta Prešerna, velikega umetnika svojega časa. Kranj je mesto velikih ljudi in danes slavimo vas, cenjene občinske nagrajenke in nagrajenci. Želim si, da tudi v prihodnje tvorno sodelujemo in se povezujemo, se učimo od drugih in skupaj napredujemo. V nove višave in daljave, kjer svet ne bo zblaznel, ampak se bo znal ustaviti in ozavestiti, kaj vse je že dosegal in predvsem, kaj še lahko doseže z znanjem, spoštovanjem in strpnostjo. Ja, Tržišče, to je moja rojstna vas. Potem so tu ljudje, ki jih poznam. Stare stvari se mi pa zdijo tople. Se vidite, ta soba je topla. Izžareva eno dejavnost, izžareva en življenje in tlele se počutiš prerojenega. Se vidi tlele, če grem jaz skozi tole sobo, doživim 3 generacije. Kako se zdaj tle noč skoplješ? Jaz sem vedno prav, se ni treba nič zmišljevati, ampak tisti mi priznajte, kar sem naredil. In zdaj, s to nagrado, je to priznanje prišlo, ne? Se moram prav zadrževati, da me ne stisne. Bo čas prinesel, takrat bom šele verjeten vedel, v katero sredino sem zdaj bil počaščen. Naziv častni občan mestne občine Kranj za dolgoletno ustvarjalno delovanje in zapise za ohranjanje kulturne dediščine Stražišča prejme Matevž Oman. Naziv častnega občana. Iskrene čestitke. Vaše delo je tako, lahko rečemo, kar večplastno, ne? Ja, seveda. Ker sem bil v glasbeni šoli, pa sem bil pa v folklori, predvsem pa seveda pišem, v Stražišču. Ja, zdaj se bo nabral kar 20 brošuric ali pa že kar debelih knjig. Stražišča ni več.
In prav zaradi tega, ker naša generacija je doživela velike spremembe v življenju in zaradi tega sem rekel, da je to treba napisati. Predvsem je pa nekaj v življenju, če je napisan, ostane, sicer se pa zelo misli spreminjajo. Ne? To predvsem priznanje tega, kar sem delal 80 let. Oziroma, od 12. leta recimo sem se vključeval v vse, rekel, društva in spoznaval ljudi in potem sem to desetletja pisal. Najprej me je kultura, zaradi tega, ker sem 12-letni že bil v glasbeni šoli, pa violino igral, potem violo, potem rogove, potem trobento in tako naprej. Tako da najprej me je glasba. No. Mislil sem tudi, da jo bom študiral, ampak nisem v srednje glasbene šole, zaradi tega, ker v Kranju jo ni bilo. In zaradi tega sem potem slavistiko, pisateljevanje. Imel sem srečo, da sem imel stare starše, ki so še delali sitarijo, sitarsko obrt, ki je sicer potem propadla. In velikrat sem bil pri njih in tam je bila toplina doma. In zaradi tega sem potem lahko pisal o sitariji, to je bilo izhodišče, da sem pa gotovo, da pravzaprav vse lahko pišem. Mislim, da okrog, ko sem bil 10 let star, je sitarija, zadnji sit je stara mama naredila. In takrat je rekla, no, zdaj pa lahko probate vi, otroci. In smo ga seveda pokvarili, ne. Ampak takrat se je končal. In takrat sem videl, kakšna tragedija je, bi rekel, bila opazna pri stari mami, ki je končala od 6. leta otroštva sitarijo pri recimo 60 letih. Kaj želite si ob novem letu? Kaj si želim v novem letu? Ja, se je že vse utečeno. V novem letu je vse utečeno. Z ženo bova na pobočju Jošta, šla bova gor in se veselila, da sva zdrava, toliko, da lahko hodva. V Kranju si pa želite koncertne dvorane. Ja, to pa res. 3-krat smo imeli tako akcijo, da bi jo imeli. Ampak nikoli se ni najdel tak kulturen župan, da bi rekel, zdaj bo pa koncertna dvorana, oziroma še danes lahko beremo, stanovanja gradimo, zelenice smo videli, tlele vse, take drobne zadeve. Koncertne dvorane so pa kar poenostavili, da so to telovadnice, ampak to niso. In zaradi tega je treba res enega pametnega oziroma kulturno osveščenega župana, da bi naredil eno lepo kulturno dvorano. Tudi če ne bo v Stražišču? Ne, to pa sploh ni problem. V Stražišču je tako, zdaj društva sicer delajo, pa veliko se dogaja, ampak mislim, da Stražišče je nekako že kar pozidan tako, ker je bilo zmeraj tako rečeno, da je Stražišče namenjen individualni gradnji, delali smo tudi vse druge stvari z napeljavo vodovodno, pa vse, to smo mogli vse sami in zaradi tega to ni problem, važno je, da Kranj dobi koncertno. Še enkrat rečem, Kranj ne jo dobi. Za hip odloži svoje delo, Prešernovo plaketo Mestne občine Kranj za umetniško vodenje orkestrov in vzgojo mladih orkestrašev prejme Tomaž Kukovič.
čestitke in ste ponosni na to. Hvala lepa, res sem ponosen, hkrati zelo vesel, da je prepoznavno delo tudi na področju glasbene umetnosti in res iskrena hvala gospodu županu za podelitev Prešernove plakete. Zdaj pa še nekaj o nadaljnem delu in načrtih. Ja, taka nagrada absolutno daje energijo, zagon za delo za naprej. In seveda, delo se nikakor ne ustavi, mladina raste, vedno znova in znova na glasbeni šoli Kranj, se vedno z vsakim letom dobimo nove učence, kar posledično pomeni kapaciteta ljudi v orkestrih in absolutno mislim, da Kranj več kot zasluženo rabi ogromno število mladih glasbenikov. Seveda, da se bomo kmalu lahko predstavili tudi v kakšni koncertni dvorani. Pravzaprav je želja o simfoničnem orkestru v Mestni občini Kranj tlela v meni že kar nekaj časa. Namreč ustvarjamo, izoblikujemo, izobražujemo mlade glasbenike na glasbeni šoli Kranj in ta želja je bila že ustanovljena ali pa ideja zasnovana nekje 11-12 let nazaj, ko sem ustanovil prvič simfonični orkester glasbene šole Kranj in seveda mladi glasbeniki, godalci predvsem, niso imeli možnosti nekje se udejstvovati po zaključku šolanja. Zato se mi je zdelo konec koncev prav, da tudi njim dajemo možnost, tako kot je Pihalni orkester Mestne občine Kranj, da sedaj zaživi še simfonični orkester Mestne občine Kranj, ki pa je tokrat primerno seveda nastopil na slavnostni akademiji Mestne občine. Tokrat žal zaradi prostorske stiske, samo v polovični zasedbi, kar pomeni, da smo tokrat samo v godalni različici zazveneli. Si pa želim, da bi v novi koncertni dvorani, upam, da ta pride čim prej, zaživeli in zaigrali lahko v polni moči. Prav je, da Mestna občina podpre to zadevo. Poleg Pihalnega orkestra imamo zdaj še simfonični orkester. Dejansko res Kranj je valilnica glasbenih kadrov in prav je, da na ta način omogočamo tudi tistim, ki nehajo z glasbeno šolo, da se udejstvujejo še v simfoničnem orkestru. Kar se pa nagrad tiče, ja, danes smo videli, da smo dejansko predvsem obravnavali oziroma nagrade so iz primestnih krajevnih skupnosti oziroma z vaških skupnosti, to se pravi neko ohranjanje tradicije, neko ohranjanje pristnosti. In jaz sem vesel, da so letos predlogi, ki so bili, verjetno nehote poudarjali vlogo primestnih krajevnih skupnosti v razvoju Kranja. Vesel sem, da so moji predhodniki izbrali 3. december za praznik Mestne občine Kranj. To je res dogodek, ko se je rodil največji slovenski pesnik France Prešeren, ki je živel, ustvarjal in je pokopan tukaj v Kranju. In dejansko Kranj živi z njegovo dediščino, veliko ustanov se imenuje po njem in seveda tudi glavne Prešernove nagrade. In na predvečer občinskega praznika že vrsto let naredimo tole slavnostno akademijo, ki letos je ne vem, če bomo, ko bo začel simfonični orkester res z vsemi člani, potem dejansko bo tale gledališče premajhno in bo treba razmišljati o drugi varianti. Je pa seveda tako, kot je bilo poudarjeno strani gospoda Matevža Omana, častnega občana, da si Kranj zasluži koncertno dvorano in jaz računam, da nam bo uspelo še v naslednjem mandatu, da bomo prišli do nove koncertne dvorane oziroma edine koncertne dvorane v Kranju v lasti Mestne občine Kranj. Jutri prižig lučk, torej ponavadi vedno 3. december, upajmo, da bo snežilo, dežja ne bo, ampak vesel sem, Kranj bo zopet poln, prav gotovo bo poln, kajti vedno se na prižig lučk zbere ogromno ljudi. Ves december dobro v srcu mislimo. Ja, kot
pa vedno zdaj že 4. leto zapored peljemo akcijo V Kranju dobro v srcu mislimo, kjer podjetja in pa posamezniki namenjajo sredstva za tiste najbolj ogrožene posameznike in družine. Vsako leto zberemo vedno več sredstev, kar precej podjetij se je že pridružilo tej akciji, ko smo pač jih obvestili, da začenjamo akcijo, so se takoj odzvala kar precej podjetij. Zdaj še posamezniki, seveda bomo pa celoten december, veseli december, ljudi spominjali na to, da pač obstajajo tudi družine, posamezniki, ki si ne morejo privoščiti tistega, kar si privoščimo mi, in da je lepo, da vsakdo od nas nekaj malega prispeva. Veliko prireditev bo, glasbenih dogodkov, v mestu se bo veliko dogajalo, res veseli december bo. Zavod za kulturo in turizem je pripravil zanimive programe, do vključno Silvestra, tako da v Kranju se bomo lepo zabavali. Odraščal sem tukaj, nastopal za kolesarski klub Sava Kranj, v tistem času se razvijal na domačih cestah v okolici Kranja, po Kranju, tako da mi veliko pomeni in mi je dokaz, da so ljudje opazili moje delo, moje garanje skozi mojo športno kariero in mi veliko pomeni, da zdaj, ko sem zaključil kariero, tudi neko tako priznanje, predvsem od županov in mestne občine Kranj. Preko očeta bi lahko rekel, on mi je pokazal ta kolesarski svet, ki je bil trener v tistem času tu v klubu v Kranju in sem, bi lahko rekel, v bistvu zaradi njega začel, čeprav me ni nikoli sam silil v to, ampak mi je enostavno postalo všeč. Tako da sam sem tudi zdaj, oče je zelo lepo, se bom trudil, da bom prav tako svojega sinja opeljal v svet športa, mogoče pa bilo kar bo kolesarstvo ali pa kater drug šport. Plaketo mestne občine Kranj za izjemno kolesarsko kariero in zastopanje Kranja ter Slovenije na svetovni ravni prejme Jan Polanc. Prejeli ste plaketo, iskrene čestitke ob izjemni kolesarski karieri. Kaj vam to pomeni? Mi pomeni zelo veliko, sploh tako priznanje od župana in mestne občine Kranj. Je nek dokaz, da sem delal dobro vse te leta v svoji karieri in upam, da sem tudi s svojimi uspehi in delom mogoče kakšnega mladega tudi mu dal voljo in navdih, da nadaljuje mogoče našo športno pot naprej. Kar nekaj sprejemam, se spomnim vaših kolesarskih, po čem ste si pa vi svojo kolesarsko pot najbolj zapomnili? Mogoče, kako bi rekel, niti ne toliko teh zmag, ampak vsa ta pot, ki je bila do tega, da je prišlo do tega, tudi mi je, ostalo v lepem spominu vedno. Mislim, da je težki trenutki ti potem pomagajo, da se teh dobrih naprej spominjaš. In brez težkih trenutkov tudi lepih ne bilo. V športu vemo, da se ne zmaguje vsak dan in zato je toliko bolj važno, da vztrajamo in na koncu tudi vesel, da mi je bila podarjena to priznanje, ki mi je tudi nek dokaz. Kako naprej? Naprej bom še naprej deloval v športu, trenutno tudi v ekipi, ki sem nazadnje nastopal v Emirates. Bom v vlogi bolj pomagal mladim, imamo razvojno ekipo zdaj, tako da upam, da bom uspel tudi kakšnega Slovenca, mogoče tudi Kranjčana pripeljati v to ekipo in da mu pomagam naprej priti med te elitne kolesarje. Smo pred novoletnem času, kakšne so vaše želje ob novem letu? Jaz bom tako rekel, ker vem na svoji koži, da če ni zdravje, tudi v mojem primeru ni nekih uspehov, ampak uspehe na stran, zdravje je najbolj važno. Mislim, da vsakega kogar, ali športnik ali ne športnik, tako da bi vsem zaželil veliko zdravja.